Ful je smešno, zato ker imam tako, ne vem, 3 hoodije, ki jih skozi rotiram. In pol, kadar potujem, ponovadi tega vzamem, zato ker se mi zdi, da pač fajn paše v naravi. Presežem, da ga vmes operem vsaj 2-krat na leto. V glavnem, kje sem? Jah, spet kampiram, ne? Nazadnje ne vem, kdaj sem jaz kaj objavila konkretnega. Mesece nazaj, verjetno. Tukaj sem si jaz zdajle spet naredila te nudle, to so moja najljubša hrana za jesti v kampu, zato ker je ful simple, pa tako $1 so. Vmes sem malo pisala v svoj dnevnik. Dobila sem ga v mladinski knjigi. Zdajle sem prvič šla kampirat z avtom sama, tako da prav namensko kampiram v avtu. Imam cel setup. Evo, tako imam jaz zaenkrat zdaj zrihtan. Tlele imam to, ne? Napihljivo blazino. Imam en polšter, pa še en polšter za vsak slučaj, nikoli ne veš, polšterov ni nikoli preveč. Potem imam spalno vrečo, številka 1, zato ker po noč sem se zbudila, ker me je toliko zebalo, da sem si mogla dati še drugo spalno vrečo. Pač ko res je bilo mrzlo. Tle imam za filat, filam lučko. Zdaj pač to je čist prva verzija vsega, valjda rabim neke zavese oziroma neki, zato ker trenutno pač jaz nič ven ne vidim, vsi pa mene vidijo, ne. In tle imam kakor neko spalnico, tle imam knjige in pa dnevnik, najbolj puhast polor mojega življenja. Tle imam načeloma pač vse za obleči. Seveda pač udobne nogavice je treba imeti po noč. Tle imam pripravljen za zjutraj za laufat. Nekaj me je prijelo, da bi šla jutri laufat zjutraj, kljub temu, da bo 0 ali pa 1, ne vem, laufa se mi. Spodaj tle imam kuhno, tako da tle imam vse stvari za kuhati. Pol valjda imam, tle imam tako za čez dan stvari. Seveda voznikov sedež je pa prazen. Obrnjena sem tako, da lahko takoj ven speljem. Zaklenjeni smo. Zdaj se bom lepo spravila v posteljo, pa bom malo še brala pa pisala. In to je ta moj cozy setup. Načeloma sem mislila kampirati v šotoru, ampak ponoči je -2 stopinje tukaj. In moja oprema definitivno ni dosti dobra za te stvari. Malo sem si manifestirala vse to, zaradi tega, ker sem bila na tej lokaciji na Big Bear Lake, sem bila prejšnji vikend. In sem si rekla, wow, jaz bom pa prišla sem kampirati sama kmalu. In isti dan sem dobila mail, da sem potrjena za neko vlogo v nekem projektu za en dan in da se snema v Big Bear. Ker sem tudi razmišljala, da bi v ponedeljek prišla, ker mi je najboljše mi je hoditi v kampe čez teden, zato ker je ful manj folka. In potem sem dobila sporočilo in sem prišla, delala en dan in potem sem stala čez noč. Danes sem imela fraj dan, jutri grem pa nazaj. Zjutraj sem šla gledat sončni vzhod. Je bilo čisto nepričakovano, ampak jaz kar nisem mogla verjeti, da to vidim z lastnimi očmi, tako da sem videla res lep sončni vzhod. Potem sem šla na razgledno točko in tam pisala v dnevnik in brala. Predtem sem si šla kavo narediti ob jezeru. Tam sem malo posedela, pol po sprehodu sem šla ob jezero se malo sončiti. Potem sem šla na še en sprehod, raziskovati še malo okolico. In zdaj sem tukaj. In ja, kljub temu, da nisem imela nič na sporedu za delati, da se mi zdi, da sem bila ful produktivna. Ampak tako produktivna na način, da res prinese ful ene sreče. Ne ono produktivnost, izpolnjevanje obrazcev, odgovarjanje na e-maile, pa ne tista produktivnost, ki je med 4 stenami pa pisarna, ne. Taka produktivnost meni ne gre glih najboljš, ampak ta tako življenjska produktivnost, tako za dušo. In se mi zdi, da sem ful napolnila ta svoj kozarček sreče in da lahko, kljub temu, da grem jutri domov, se ful veselim montiranja vsega, kar sem posnela. Komaj čakam, da vidim fotke, ki sem jih posnela.
Ok, to je zdaj zadnji dan te dogodivščine. Wow. 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 Kamorkoli pogledam je wow. Predvsem pa to. Najbolj smotan del pa zdajle iti iz te dvojne spalne vreče. Pa se preobleči. Pa sem pa verjetno kavo naredila. Pa se zapeljala do jezera, pa šla malo laufat. Se malo zmigat. Ne vem sicer, kako sem prespala alarm, ker sem mislila, da bom sončni vzhod gledala danes tudi. Tako trdno sem spala, ker se ponavadi zgodi, kadar kampiram, spim najboljš, tudi če spim v avtu. In sem se zbudila, zbudila sem se malo pred 7. Kva, nimam pojma, kako sem lahko tako trdno, tako dolgo spala. Ok, spočita sem polno, tako da moram zdaj malo energije dati ven. Parcele so tukaj dejansko ful ogromne. Poglej si to. Tole, vse tole je ena parcela. Tukaj v bistvu, tukaj se začne. Pa tukaj, tamle se pol konča. Tako da, ja. Pa potem imaš tukaj zaparkirati avto. Ne? Pa potem, evo. To sem jaz zdaj najboljš. Ful je mirno. Tem dol je WC. Dejansko je WC. To redko kdaj vidim za toliko pocen, da bi bil WC pa za umiti roke. Najboljš. Gretje. To je to. To je life. Ne da se mi laufati, ampak bom šla, ker že ful časa nisem šla. Sem na 2000 metrih morske višine, tako da bom verjetno več kot 5 ne bom. Že če bom 5 zmogla, bo kul, ker nisem laufala že 3 tedne. Malo sem zgubila veselje, do tega zdaj rajš hodim. Evo, pa gremo. Wow, ok, splačalo se je. Noro! Sem se odločila, da to malo podelim s tabo. Zdaj, oktober je tukaj, končno spooky season, ne. Jaz sem v ZDA trenutno, sem prišla nazaj iz Evrope, kakor sem mislila, da bom ful snemala v Evropi, nisem nič snemala v Evropi. Zelo malo sem snemala v Evropi. Ni bilo ta pravega vibea. Povej mi, če te kaj zanima. Če kakšne videe naj naredim, da bi te kaj zanimali. Tako, hvala za ogled. Lajkaj ta video, da si lahko operem pulover. Vsak like je eno pranje puloverja. Ne vem. No, ajde, čau.